Živa. Tole letošnje poletje, ful dober. Scenarij je bil čist drug, ampak lej, dež me je pregnal in pokazal ti bom en testen avto, ki ga imamo v atmosferci kar na domačem dvorišču. Prvič, tole je Škoda Elroq. Mlajši bratec večjega Enyaka. In če se vsaj malo spoznaš na avte, ti je jasno, da govorimo o električnem avtomobilu. Drugič, vem, da imajo vsake oči svojega malarja, ampak meni je tale Elroq oblikovno zelo všeč. Tretjič, matrični LED žarometi svetijo super dobro. Četrtič, čeprav tale Elroq v dolžino meri manj kot 4,5 metra, je noter, tako kot skoraj v vsaki Škodi, ful prostora. Jaz imam spreden sedež kar dosti nazaj, pa glej, z lahkoto sedim zadaj. Tale Elroq nosi oznako 85. To pomeni največja baterija, približno 77 kWh kapacitete. Moč motorja 125 kW ali pa, če ti po domač povem, 170 konjev. In na nornem krogu je tale avto porabil manj kot 15 litrov. Manj kot 15 kW za 100 prevoženih kilometrov. In če bi se vozil sam po mestu, bi bila ta številka še bistveno manjša. Šestič, Simply Clever rešitve. Vem, da sem ti to že pokazal, ampak ne morem, da ti ne bi še enkrat. Kako dober je tole? Poglej, tlele gor je spravljen kabel za polnjenje. In tu, če imaš prtljažnik čist poln prtljage, je kabel vedno po roki. Tle ga vzameš in sem ga tudi vrneš. In še sedmič. Včasih so rekli, da je Škoda najcenejši Volkswagen. No, zdaj tudi Škoda ni več čist najbolj pocen. Tale Elroq se sicer da dobiti za manj kot 35 000 evrov. To pomeni, da če odšteješ subvencijo, ga dobiš za dobrih 27 000 evrov. Tale z najmočnejšo baterijo, močnim motorjem in za full opreme je pa malo dražji, dobrih 50 000. Ampak še zmer lahko odšteješ 4,5 ure.